Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je v Slovenskih Konjicah v sklopu vladnega obiska v Savinjski regiji v mesecu maju 2017 srečal z župani oziroma predstavniki občin. V pogovoru z ministrom so poudarili, da so postopki na področju pridobivanja soglasij, sprejemanja občinskih prostorskih načrtov in podobni predolgi. Povprečnine so prenizke, posledično so občine že nekaj let z bistveno manjšimi sredstvi za naložbe. Minister je nekaj konkretnih odgovorov ponudil takoj, med drugim pa napovedal, da naj bi manjšo korekcijo povprečnin naredili še letos in sicer za 5 evrov. Zanimanja je bilo tudi nekaj na področju razpisa za širokopasovno omrežje. Minister je na to vprašanje pojasnil, da so ustrezni razpis za ugotavljanje tržnega interesa že izvedli in je zaključen. Podpis pogodb z operaterji bo sledil predvidoma v juniju. Čakajo še na jasna zagotovila, da bo omrežje oziroma njegovi dobavitelji resnično sposobni izpolniti zaveze. To je tako imenovani razpis za ugotavljanje tržnega interesa. Ta je bil izveden, pogodbe so pripravljene za podpis. Praktično bi že moralo biti zaključeno, ker od enega od prijaviteljev pričakujemo še določene garancije, preden to podpišemo, tako da podpis z operaterji bo vsekakor, kakšnega termina takega rekel, v nekaj tednih razmišljamo, da bo to zaključeno. Zato, ker tudi te pogodbe, ki jih z operaterji pripravljamo, želimo narediti drugačne, kot so bile v prejšnjem, ko je že bil en tak razpis. Imeli smo v prejšnjem razpisu eno slabo izkušnjo, in sicer, da so operaterji se zavezali, da bojo v okviru tržnega interesa ta omrežja zgradili, potem jih pa niso. In zato želimo tudi jasne garancije do operaterjev, da bojo res zgradili ta omrežja. Pa še en problem imamo, da imamo pri določenih, ki so izkazali tržni interes, malce težave z, kako bi rekel, ne verjamemo, da so sposobni to realizirati. Ker če mi podpišemo to z nekom, za katerega vemo, da nima kapacitet, da bo to naredil, potem boste vi v isti situaciji. Ne boste prišli do belih lis, mi bomo podpisali pogodbo z nekom, ki je izrazil tržni interes, mi pa že zdaj zato terjam dodatne garancije, nimamo garancije, da so oni sposobni to sfinancirati. To so zadržki, sicer je bil pa razpis izveden, tudi širili smo ga na 100 mega in bo v nekaj tednih bojo pogodbe podpisane. Takrat pa pol tudi razpis za bele lise. To ja, seveda, medtem ko za bele lise je pa točno določeno, katere so tiste, ki izpadejo iz tega, kar ni bil izražen tržni interes, to je teh 5400 gospodinjstev. Za te gre pa pol poseben razpis, še letos do konca maja bo že razpis objavljen. Mi pričakujemo podpis pogodb do konca leta, podpisane pogodbe za izvedbo belih lis. Ampak bele lise so to, kar ni bilo s tržnim interesom pokrito, to se posebej financira, to, kar je bilo pa s tržnim interesom pokrito, bojo pa operaterji sfinancirali in je moj problem samo v temu, da imam garancijo, da bodo res, ker v prejšnji perspektivi so rekli, da bodo, potlej pa niso naredili. Nisem nekaj še dal z nekaj bilica, mi da nekaj še počne šole. Kam se tukaj, ki se domalo že kar nekaj let pripravljamo dokumentacijo, potem se nam izgodili, dejansko operaterji začne izvajati. Da te mladi, na primer, to leto pa Telekom, na veliko, 2 svetina, ki je, rekel, na nadlosti 40 metrov, v bistvu bo rokenega mesta, v bistvu optika na svetina. V bistvu moč potem pripravljati projektne dokumentacije. Zdajte, z direktoratom za informatiko Sava, a vi mislite, da je projektna dokumentacija za drugo infrastrukturo ali za izgradnjo? Vi so prebili. Ne vem zdaj, kako je z informacijo o tem, kje je bil tržni interes če je ta informacija javna, zato ker mislim, da ker oni v bistvu, ko začne izgradno, ne vem, elektro, karkoli tega, se ne vključujejo in grejo brez dokumentacijo na to zgradno. Ker to podatko ni, ne? Mi smo za te podatke. Direktorica naše razvojne agencije je poslala dopis, pa mislim, da tudi ostale občine, saj z naše občine vem, da je bil poslan dopis, da bi dobili te podatke. To je bilo cirka 2 meseca, da je poslala, da ni bilo še odgovora.
Ne, to govorimo, ne. Tržni interes je vojna tajna, dokler pogodbe niso podpisane, ampak potem, ko so podpisane, so pa odprte, ne, zato pričakujem, da bo to v kratkem narejeno. To je ena zadeva. Druga zadeva je ta, da se je spremenil tudi zakon o graditvi objektov in zakon o elektronskih komunikacijah, se ne vem točno, kako se kjermu reče, ampak dejstvo je, da vsakič, ko se gradi kakršnakoli infrastruktura, elektro, cesta, ne vem, karkoli v tem smislu, mora biti tudi kanalizacija za optiko že vgrajena in to je zdaj z zakonom urejeno. Hkrati smo tudi za tem razpis za tržni interes obrnili pogoje tako, da so te operaterji, ki dejansko imajo povezave in jih niso imeli upisane, zato ker so rekli, to mi za naše potrebe, elektro recimo je tipičen, ne, oni rečejo, mi imamo sicer optični snop, ne, samo ga rabimo za lastne potrebe, mi povemo, da oni rabijo eno parico, noter jih imajo pa ne vem 50. Ne. So zdaj pri Agenciji za komunikacijska omrežja tudi dejansko na 10.000 priključkov upisali, tako da imamo zdaj ta pregled noter. Jaz vam ta trenutek ne morem garantirati točno, smo si pa zapisali vprašanje, da bomo videli, katere informacije vam lahko takoj posredujemo, to se zavežem, kar je javno dostopno, pa hkrati, da imate tudi timing točen, kdaj bojo pogodbe podpisane, kdaj bojo bele lise znane, kje je tržni interes, da vi lahko načrtujete razvoj. No, to je najmanj, kar lahko naredimo. Ne. Pa meni je tudi zelo važno, da boste vi vedeli, kje so operaterji izrazili tržni interes. Da tudi župani potem lahko terjate, lejte, si rekel, da boš zgradil, zdaj pa zgradi. Da ni potem leto 200 okrog, on pa še zmeri pravi, da čaka, ne vem, da bo elektro nekaj naredil. Če je izrazil tržni interes. Vse je pogodba, zato pa pravimo, da imamo s pogodbami kar malo telovadbe, ker bom zdaj ne javno, ampak malo tako po domače povedal. Ne. Če nekdo meni podpiše, da bo tam to zgradil, potem je to pogodbena obveza. In tukaj jaz nimam velikih težav, razen tega, da mora biti pogodba zavezujoča, da ima penale, če tega ne bo zgradil. Ne. Drug problem pa imam, ne, če nekdo vse podpiše, da bo zgradil, ne, jaz pa nimam garancij, da je to sploh sposoben. Ker če vi čez 2 let ne boste imeli omrežja, on bo dal pa firmo v stečaj, ja, sej problem, kdo bo imel problem? Naši občani, ker ne bojo imeli dostopa. To je edina težava, ki jo ta trenutek imamo z temi tržnimi interesi. Ne.